Drage prisotne, lepo pozdravljene v Božjem dome, v Gospodovem svetom imenu. Posebno lepo pozdravljam draga mladega starša Dorotejo in Rafaela, svojim prvim sinekom. Pozdravljene tudi stare starške, prastarške, tete, strice in vsi prisotne. Liam je Božji dar za vas in pa tudi za vse nas. Božji dar. In zato je prav, ko v njegovom prvom obisku v cerkvi prizovemo Božji blagoslov na njegovo življenje, za vodstvo, za celo njegovo življenje. Za Božje vodstvo v njegovo življenje. In najprej, čisto na začetku, si nekaj moramo razjasniti. Nekaj bi rad, ko se mi razjasnimo, kamo znali pravzaprav, za koj se ide. Liame dnes nemo davali imena za volo toga, ka ime že ima. Zato so se poskrbeli njegove starše po porode ali pa že dosta prej pred porodom. Samo eno stvar še povem. V Sloveniji je 1225 oseb s imenom Liam. In to je 160 ime po pogostosti v Sloveniji. V Prekmurju jih pa je 67. Toliko o imenaj. Druga stvar, Liama dnes nemo krstili. Biblija pravi, Marki 16:16, Biblija pravi tako, kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen. Ali Liam že leko sprejema vero? Leko on že vrđe? Ne. Zna on že kaj iz Svetoga pisma ali od Svetoga pisma? Ne. Nikad to ještě ne ve. In zavolo toga, ka on toga ještě ne je sposoben zoj, ne izpolnjuje biblijskih pogojev za krst. To smo prešteli. In to, kako v Bibliji piše, toliko smo prešteli. In mi smo kristjani, gelte? In za nas je Biblija, Sveto pismo, osnova. In to, ko nam Biblija sporoča, toga se tudi držimo. To, kako smo mi, to, da tudi Liam mogo v svojem življenju sam prinesti to najvažnejšo odločitev. Mi vsi, predvsem pa njegove storiške, imamo odgovornost, ka njeme bodemo dober zgled, ka njeme bodemo dobre pričevalci, dober primer na poti njegovega odraščanja. Dve stvari sem pravil, ko nas nemo včinili, ko nas nemo delali. Zdaj pa poglednemo, ko smo pravzaprav nas delali, zakaj smo pravzaprav tu, zakaj je nas prvič takšna slovesnost, ka je Liam prvič med nami. Dnes smo Liama blagoslovili, posvetili Gospode, v molitvi mu prosili Božji blagoslov, Božjo vodstvo, Božjo zaščito za celo njegovo življenje. Ali znate, to ne sme biti samo enkraten dogodek. Ne, kak dnes nekaj opravimo, pa te gotovo. Ne. Odgovornost vsej nas, ka eden drugega vsakodnevno v svojih molitvah prinašamo pred Božji prestol milosti. Vidite, on se že oglaša. On že zna, ka od njega učimo. In to je to prav. Že v Staroj zavezi imamo zapisano, kako pomemben je bil blagoslov. Več kot 300-krat je v Bibliji omenjene blagoslov. In če bi gledali določena mesta, prva Mojzesova 27. poglavje, 38. veršoš, to piše, kaj je Ezaf je od svojega očeta v džavkanje prosil za blagoslov. Ali imaš samo eden blagoslov?
To piše tom, blagoslovi tudi mene, oče. In ti dole, 1. Mojzesova 2:30-27 veršoš, Jakob, da se je boril z Gospodom, je pravil tako, ne bom te pustil, dokler me ne blagosloviš. Tako važen, tako pomemben je bil za njega blagoslov. In še bi lahko naštevali biblijske vrstice iz Stare zaveze, biblijske odlomke, štere nam sporočajo pomembnost odvisnosti od Božjega blagoslova. In zato je to važno. Tako pomembno je to, ker že v začetku življenja prizovemo Božji blagoslov na našo deco. In tu Jezuša so njegovi zemeljski starši prinesli v tempelj, da bi ga blagoslovili, da bi ga posvetili Gospode, posvetili Bogu. V Lukače 2. tale imamo o tom zapis in tako pravi 22. veršoš in 42. veršoš. Ko so se dopolnili dnevi Marijinega očiščevanja, so dojenčka Jezusa prinesli v Jeruzalem v tempelj, da bi ga postavili pred Gospoda. In ko so starši prinesli dete Jezusa, da bi zanj opravili vse po običaju postave, ga je tudi Simeon vzel v naročje. Vzel ga je tej človek v naročje, slavil Boga in Simeon jih je blagoslovil. Bog je predani mož, Bog je predani človek, který je služil v templje, je blagoslovil ne samo Jezuša, pač pa celo družino. Na celo družino je prosil Božji blagoslov. Če je Jezus, Božji sin, bil potreben blagoslova, blagoslovitve, dragi moji, kako bolje nujt samo to, tu mi že na samem začetku naše življenje. Otroški jok je najlepša glasba. Zato, ker tu je življenje. Jednega otroškega joka, jednega življenja. In hvala Gospode za to, kar smo dnes lahko tu. In dole sam Jezus še pozneje v čase svojega zemeljskega poslanstva včil, kakšen imamo odnos do otrok. Preštelimo Božjo besedo, štera je zapisana v Markovom evangeliji 10. poglavje od 13. do 16. vrstice. In štoleko ob branji Božje besede stanemo in s tem tu potrdimo in priznamo božansko avtoriteto Biblije in tome, ko nam sporoča Markov evangelij 10 od 13 do 16, štejmo to v Božoj besedi. Prinašali so mu otroke, da bi se jih dotaknil, učenci pa so jih grajali. Ko je Jezus to videl, je postal nejevoljen in jim je rekel, pustite otroke, naj prihajajo k meni in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo. Resnično povem vam, kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, nikakor ne pride vanj. In objel jih je, položil nanje roke in jih blagoslavljal. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvojo besedo, štero nam sporočaš, kako mi živimo v naši življenji. Hvala je tebi za tej trenutek in hvala je tebi, kad nam ti želej sporočiti to je tvoja vola za nas. Pomori nam, kad bomo razumeli tvojo besedo in živeli po njej. Amen. Amen. Lahko zavzemete svoja mesta. Rad bi, kad poglednemo ključna dejstva toga teksta, šteroga Liam še ne razume. On to še ne razume, ali razumejo pa njegovi starši in tudi mi ostale. In to je najprej dužnost staršov in pa vseh nas, kad to, ko je najvažnejše v človekovom življenju, prenesejte njiva na svojega prvorojenca in tudi mi prenesemo v naša življenja in življenja tistih, štiri so nam blizu, štiri so okoli nas. In to so te Božje principi za življenja. Prešteli smo 4 vrstice in to smo pogledali v vsakoj vrstici te posebnosti, štiri so pomembne tudi za nas, ka
dobro obdržimo, slabo pa opestimo. 13. vrstica, štero smo prvo prešteli v Markovom evangeliju, v 10. tale, no pravi tok. Prinašali so mu otroke, da bi se jih dotaknil, učenci pa so jih grajali. V toj vrstici so 3 situacije, na štere moramo mi paziti v svojih življenjih, posebno mi istoriške. Moramo dobro paziti na te 3 stvari. Kot prvo, prinašali so mu otroke. Ko je mene pomembno za moje otroke? Ko je tebe pomembno za tvoje otroke? Ko jim nudimo? Koma jih usmerjamo? Koma jih usmerjaš? Ta, ki sem tu sam? Tu vidimo, kaj so ljudje svoje otroke prinašali k Jezuše. K Jezuše. Zakaj? Časi dole imamo odgovor, da bi se jih dotaknil. Dragi moji, to je zelo pomembno, to je zelo pomembna stvar, ko moramo mi omogočiti svoje dece, svojim naslednikom, Božji dotik. Kaj bi se jih Bog doteknil, Božji dotik, poseg Jezuša v njovo življenje. In dole smo to prešteli, učenci pa so jih grajali. 2 stvari smo prešteli, štere se moramo truditi, zakaj se moramo truditi. Ta 3. stvar, to pa naj bo odstranjeno iz našega življenja. 3. stvar, štera je zapisana v toj vrstici, je to, ko naj ne delamo, ko naj ne opravljamo, dragi moji, tisti, štere služijo Gospode, tisti, štere se je Bog doteknil, tistih ne grajajmo jih, bojmo jim spodbuda, da do ešte bolje goreče, ešte bolje dohrepenele za to, kaj bi delale Gospodovo voljo. Dole, 14. vrstica, ko je Jezus to videl, je postal nejevoljen. In jim je rekel, pustite otroke, naj prihajajo k meni in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo. Ta vrstica je zelo, zelo ostra. Ta Jezušova izpoved je zelo ostra. Znate, Jezus je znal biti tu oster. Ne samo je znal prinašati lepe, takšne mirne, umirjene stvari. Ta vrstica je za mene in tebe, dragi prisoten, zelo, zelo ostra. Ko je Jezus to videl, ali se zavedamo, kaj nas Jezus vidi v vsakoj našoj situaciji, v vsakom trenutku našega življenja, pa kjerkoli se nahajamo, kakoli delamo. Učenci so si mislili, oni so si mislili, kad do malo olajšali situacijo s tem, ka v Jezušovoj bližini ne da otroškega joka, ne da tistega direndaja, ne da tistega takšnega razgibanega življenja. Kada Jezus leko nadaljeval z resnimi temami. Znate, pred tem je Jezus govoril odločitve v zakonskoj zvezi. Dole smo to prešteli. Jezus pa je postal nejevoljen in jim je rekel. Dragi moji, zavedaj se v svojem življenju, kaj je Jezus nejevoljen, da mi, da jaz in ti delamo stvari na svojo roko. Delamo stvari tiste, štere se ne posvetujemo z Jezušom, kad delamo stvari tok, ka smo se ne posvetovali z Jezušom. Učenci so gledali s telesnimi očami. Postopali so na telesen način. Jezus pa gleda, dragi moje, v tvoje življenje drugače. Jezus gleda z drugimi očmi. On
je spregovoril v njihovo življenje. In gledajte, ko pravi, to je mene in tebe. Pustite otroke, naj prihajajo k mene. Ali ne je to čudovito? On to je to, kot če bi dobesedno pravo, naj mi, naj ges in ti pripraviva pot, da daleko otroci nemoteno prišli k Jezuše. Da naj pripravimo pot, naj omogočimo, kada jo blizu njega, kada jo prišli k njeme. Jezus pravi, tu mene in tebe, naj pripravimo pot, kada izgubljene otroci, izgubljena deca, leko prišli k Jezuše. To je odgovornost mene, tebe, dragi prisoten, na vsakom mojem korake, za celim mojim življenjem, za celim mojim bitjem, za vsem mojim govorom, za vsemi mojimi postopkami omogočimo, kada ljudje, štiri osebno ne poznajo Jezuša, leko prišli k njemu. Moja in tvoja odgovornost je to. To je poslanstvo nas vseh, vsakoga Božjega otroka, ki pripravi pot, ki pripravi prostor, ki daleko ljudje prišli k Jezušu in da njih dal počitek. Matej 11, 28 veršoš, to štemo, dokaj človek ne pride k Jezušu, je zbegane, je nemiren, je zgubljene, je brez upanja. Po srečanju z Jezušom pa pride mir, tej pravi mir, pa pride zbranost, pride ena jasna budućnost in pride to pravo upanje. Zato je to pomembno, da omogočimo dostop k Jezušu vsakome človeku. Jezus te nadaljuje, ne branite jim. Dragi starši, ne samo Doroteja pa Rafael. Dragi starši, tu se ne ide samo zato, da bi otrokom onemogočili pristop k Jezušu. Vsaka ravnodušnost glede toga, kje se nahaja tvoj otrok ali ko počenja, ravnodušnost glede toga je isto, kot če bi njim fizično preprečili pristop k Jezušu. Vsaka situacija, da jih ne spodbujamo, ka naj idejo v Božjo prisotnost, naj idejo, naj prihajajo v dom Božji, naj se družijo s svojimi vrstnikami, v teh Božjih istinah je isto, kot če bi njim prepovedovali, ka se naj ne družijo. Kot če bi njih branili, kot če bi njim ne omogočili, če bi jih ne pripeljali na tabor ali na različne druga srečanja. Dragi moji, vsako izogibanje druženja z vrnimi je preprečevanje pristopa k Jezušu. In tole, ko delamo, tudi mi sami sebe. Tudi mi sami sebe lahko to delamo, če zanemarjamo bogoslužja in se jih mogoče celo izogibamo. Na vsakom srečanju, kje se verniki zbirajo, znate, Gospod goči, Bog goči v naša življenja. In če se ne to, kako boš znal, ko je Božji namen za tvoje osebno življenje? Kako boš znal to? Ko Bog tebi sporoča skozi Božjo besedo. Jezus dole pravi to, takšnih je nebeško kraljestvo ali Božje kraljestvo. Jezus dava ti otroke kot primer. Ne, ka bi samo deca prišli v nebeško kraljestvo. Ja, vsaki štiri je brez greha pride v nebeško kraljestvo. In deca so brez greha. Zato, ko ne vejo razlučevati, ko je dobro in ko je slabo. Takšnih je nebeško ali Božje kraljestvo. In to je kakršen koli primer. Poč pa je, jih Jezus daje
zgled tistim, štere do dediče, štere do podedovale to Bože kraljestvo. V prvom pismu Korinčanom v 14. poglavje 20. vrstica to pravi. Apoštol Pavel nam to sporoča. Bratje, sestre, ne bodite otroci v mišljenju. V hudobiji bodite otroški, v mišljenju pa bodite odrasli. Pavel tu jasno pravi, ko to pomeni, takšnih je Božje kraljestvo. To pomeni biti trezen v razmišljanju, ne otroške, ne ka bi gnes tok, jutro pa tok. Otroci deca hitro spreminjajo svoje mišljenje. Bodite odrasli v razmišljanje. In pa bodite otroški v hudobije. Znači, hitro odpuščanje. Ne vem, če mi starejši smo, se toga spomnimo, pa mislim, kad tudi vi, štere ste mlajši od mene, ste to že gvišno čuli, deca imajo sodnika za plotom. Znate, ko to pomeni? Ja, hitro se skregajo, se zbijajo, za nekaj trenutkov, se že pa dole v kup špilajo to, kot če bi nikaj ne bilo. Bojmo takše. Hitro odpuščanje. Dragi moji, dediče nebeškega kraljestva do tiste, štere do tok pripravljene odpustite kog otroce. Naj pa tiste, štere imajo, ko to povem, na svojoj spominskoj kartici, tiste, štere se v računalnike rozmete, tiste znate, ko to pomeni, imajo na svojoj spominskoj kartici rezervirano 150 giga mesta za vse stare zamere in ne imajo časa, ka bi napravili, ka bi pritisnili tisto tipko delete. Tisto zbrisali, odstranili iz svojega življenja, ka bi bilo mesto za te pametne stvari. Zato, ko Bog pravi, Jezus nadaljuje, v 15. vrstici smo to prešteli. Resnično povem vam, kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, nikakor ne pride vanj. Jezus tu začel z eno izpovedjo, resnično povem vam, on se ne šale. Znate, Jezušov guč je tu ne bil hejc. Ne, to je ne bila šala, ko se tiče vstopa v nebeško kraljestvo. In tu mi vzememo za resno naše odrešenje. To, ko Bog pravi glede odrešenja, glede mojega, tvojega, večnega življenja. Kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok. Božje kraljestvo je dar. Nišče si to ne more zaslužiti. Pa če imaš ne vem koliko gezarov, 100 gezarov, milijonov evrov, s tem si ne more zaslužiti Božjega kraljestva. Božje kraljestvo je Božji milostni dar. Vsake štere vrže Jezuše, šterega osebno spremlja za svojega osebnega zveličitelja, on te odrešene. In štere žive po principaj Božjega svetega pisma. Deca, če se zavedamo toga, ka mi starejši štere že imamo, telko pa telko let delovne dobe, vi štere imate dobre službe pa dobre plače. Hvala Bogu za to, za vsako plačo. Če se s tem ne moramo kupiti Božjega kraljestva mi, koliko menja ještě deca, štere so popolnoma odvisne, posebno Lijan, od svojih staršev. Nikak, na nikši način je to nemogoče. V vseh svojih življenjskih potrebah smo mi odvisni, dragi moji, od Boga. Od Božje milosti. Če bi Bog ne dal zdravja, mene, tebe, ali bi ti leko delal? Ali bi ti leko ustvarjal? Ali bi ti leko v svojem betegi zaslužil kaj? Ne, ne bi mogel. Zato je to Božji dar. In koliko deca sprejemajo darila? Koliko jih sprejemajo? No, Ema pokaže koliko.
Z veseljem, z radostjo, s srečo, z navdušenjem. Isto tako naj bo tudi v naših življenjih s sprejetjem Božjega kraljestva. Božjega kraljestva. Bojmo veseli, bojmo navdušeni in povejmo, hvala ti nebeški Oče za te dar večnega življenja. In što toga dara večnega življenja ne sprime, Jezus pravi tako, nikakor ne pride vanj. Nikak ne moremo priti v nebeško kraljestvo, če toga Božjega dara ne spremljamo. Odstranimo torej vse ovire, štere bi nam preprečevale vstop v Božje kraljestvo. In zdaj pride vrhunec toga teksta, šterega smo prešteli, pride to, ko mene posebno navdušuje. In to je tej 16. veršoš, ki smo to prešteli. In objel jih je, da so storiške deco prinesli k Jezušu, objel jih je, položil na nje roke in jih blagoslavljal. Aleluja. Kakšna čudovita vest. 3 zelo pomembne stvari, štere jih leko doživimo, edino, če smo pri Jezušu, če smo v njegovoj bližini. Objel jih je. Da si v Jezušovoj bližini, da si tik poleg njega, da si ob njeme, da si tam, kje je on, ti imaš možnost, da te on objame, da te on koli primle, da te on koli zgrabi. Jezušov objem, dragi moji, pomeni vsestransko zaščito. Vsestransko zaščito. Da te šotan napada z vseh strani. Na vse mogoče načine je potreben samo Jezušov objem. Kaj boš popolnoma zaščiten z vseh strani. Potreben je samo Jezušov objem. Kaj te on vzame v svojo zaščito. In znate, da si v Jezušovom objeme ti šotan ne more škodovati. Ne, on ti ne more nikak škodovati za voljo toga, ker Jezus je močnejši od njega. Jezus ga je premagal. Tudi za tebe, tudi za tvojo situacijo, pa v komkoli se nahajaš, poskrbimo, kamo mi in vsi štere so nam blizu, vsekdar v Jezušovom objeme. Druga stvar, štero je Jezus pripravo položil, je na nje roke. Polaganje rok ima v Bibliji večkraten pomen. Tu pomeni, na tom mestu pomeni blagoslavljanje. Blagoslavljanje. Da nekakoga rokov nekako položil, to pomeni, kaj ga je blagoslavljal. In dragi moji, moja želja in moja molitev je, naj vsakoga izmed nas vsake dan znova in znova pokrijejo in objamejo Bože roke. Še posebej našega maloga Lijama, šter je komaj začel svoje življenje. Šter je komaj začel. Je na začetku svojega življenjskega potovanja. In še tretja stvar, štero Jezus tu pravi. Štero se je pravzaprav, ne Jezus pravi, pač je Jezus napravo in jih blagoslavljal. Jezus je to deco blagoslavljal. Zadnja stvar, štera je tu zapisana, pa je največje bogatstvo, ko človek leko doživi, biti blagoslovljeni od vsemogočega Boga. Dragi moji, ali imamo te 3 pomembne Božje dobrine v svojem življenju? Se to želimo tudi za vse, štere so nam blizu, smo v Božjem objeme, nas pokrivajo Božje roke, smo blagoslovljeni od Boga. Amen. Amen.